Svetnikom na ti. Svetnikom na ti. Razmišljanje Gregorja Čušina. Ljubi moj blaženi Bogomil Poljski, tvoj življenjepis se bere kot pravljica. Nekoč sta v deželi za 9 gorami in 9 vodami živela dva brata, Bogomil in Bogohval. Eden je šel v samostan, drugi pa je živel na gradu. No, pravljica se tu ne konča, se pa tako dramaturško malo zaplete. Se bi človek pričakoval, da bo ta iz samostana delal kaj čudežnega, ta na gradu pa se boril z zmaji in reševal princese. Pa o Bogohvalu, ki je šel v samostan, ne zvemo nič več. Očitno je mirno, pobožno in brez škandalov živel svoje odmaknjeno življenje. Ti, Bogomil, pa si se življenju in sploh življenju na gradu tako in toliko odmikal, da si najprej dal zgraditi mogočno cerkev Svete Trojice, potem pa si šel v Lemenat in postal župnik v tej isti fari, torej pri Sveti Trojici. In si kot duhovnik, kot se za pravljico spodobi, delal neverjetne, čudežne in pravlične reči, pridigal, skrbel za sirote in nekoč si šel, tako piše, bos preko narasle reke Varte. Iz zapisa se ne da razbrati, ali si reko le z izjemnim pogumom in vero prebrodil, ali si jo čudežno prepešačil po gladini. A glede na to, da v oči bode podatek, da si bil bos, lahko sklepam, da si sledil svetlemu zgledu, ki sta ga dala Jezus in sveti Peter. Drugič spet si se stradanim revežem nalovil rib iz reke in to tako, da si jih kar z rokami grabil za repe in metal na suho. Res, pravlično. Ali pa med pravljice vržemo vse to, kar se nam nevernim in malovernim zdi nemogoče. In čeprav je Jezus rekel, da bomo z vero, ki bo velika oziroma majhna kot gorčično zrno, gore premikali, tega ne jemljemo zares in resno. In se nam potem tudi svetništvo zdi pravlično, ne resno oziroma ne zaresno, ne za nas. Ti si Boga vzel zares in resno in si živel sveto, čeprav si zgolj blažen. Ljubi moj, blaženi Bogomil Poljski, obilo žegna za tvoj god, pa nam ga vrni in izli na nas. Gregor.